Evangelij po Janezu, 13. poglavje, 21. do 38. vers. Jezus napove, kdo ga bo izdal. Ko je Jezus to izgovoril, se je v duhu vznemiril, izpričal in rekel: Resnično, resnično, povem vam, eden izmed vas me bo izdal. Učenci so se gledali med seboj, ker si niso mogli misliti, o kom govori. Eden izmed njegovih učencev, tisti, ki ga je Jezus ljubil, je ležal blizu Jezusovega naročja. Simon Peter mu je pomignil, naj ga vpraša, o kom govori. Ta se je naslonil na Jezusove prsi in mu rekel: Gospod, kdo je? Jezus je odgovoril: Tisti, ki mu bom pomočil grižljaj in mu ga dal. Tedaj je pomočil grižljaj, ga vzel in dal Judu, sinu Simona Iškarjota. Ko je ta vzel grižljaj, je šel Satan van. Jezus mu je tedaj rekel: Kar nameravaš storiti, stori hitro. Nobeden izmed tistih, ki so bili pri mizi, ni razumel, zakaj mu je to rekel. Nekateri so mislili, ker je namreč Juda imel denarnico, da mu je Jezus rekel: Nakupi, kar potrebujem za praznik. Ali da naj da kaj ubogim. Ko je torej vzel tisti grižljaj, je šel takoj ven. Bila pa je noč. Nova zapoved. Ko je šel ven, je Jezus rekel: Zdaj je Sin človekov poveličan in Bog je poveličan v njem. Če je Bog poveličan v njem, ga bo tudi Bog poveličal v sebi. In poveličal ga bo takoj. Otroci, le malo časa bom še z vami. Iskali me boste in kakor sem rekel Judom, zdaj pravim tudi vam. Kamor grem jaz, vi ne morete priti. Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. Jezus napove, da ga bo Peter zatajil. Simon Peter mu je rekel: Gospod, kam odhajaš? Jezus mu je odgovoril: Kamor grem, zdaj ne moreš za menoj. Prišel pa boš pozneje. Peter mu je rekel: Gospod, zakaj ne bi mogel zdaj iti s teboj? Življenje dam zate. Jezus je odvrnil: Življenje daš zame. Resnično, resnično, povem ti, petelin ne bo zapel, preden me 3-krat ne zatajiš.